Nek človek je imel 2 sina. Imel je tudi ženo, a to zdaj ni važno. Čeprav žena je umrla že pred leti v prometni nesreči. S fantoma se je v nedeljo do popoldne vračala z izleta, za katerega si on, oče, ni utegnil vzeti časa, se je vodil malo gradbeno firmo, Knauf Sistemi, in se je kot podizvajalec udinjal mnogim večjim gradbenim firmam. Za naročnika se je včasih delalo noč in dan, tudi v nedeljo, če je bilo treba. Se delam za vas, je večkrat rekel, da boste oblečeni in siti. Tisto nedeljo je gradbišče zapustil predčasno. Sredi avtoceste je v soju policijskih in gasilskih luči identificiral ženino truplo, predno so jo pokrili s temno plahto, nato pa fanta, ki sta bila stara 4 in 6 let, le rahlo upraskana in v šoku, vzel naročje in odpeljal domov. Fanta sta rasla. Oče je skrbel za njiju po svojih najboljših močeh, nič jima ni manjkalo. Nič. Razen mame, kdaj pa kdaj. Neprestano pravzaprav. Starejši je bil priden v šoli, vpisal se je na arhitekturo. Mlajši pa je v srednji šoli našel družbo sebi podobnih luzerjev in začel raziskovati spolnost, alkohol in mehke droge. Ne vedno in ne nujno v tem vrstnem redu. Doma je še komaj kaj spregovoril. Besede imajo svojo težo. Težje, ko so, manj se jih izreče. Oče je začel moliti, fant pa je klel. In na dan, ko je dopolnil 18, je vlomil blagajno v očetovi firmi in z mesečno plačo vseh zaposlenih pobegnil od doma. Najprej nekaj dni pri prijateljih, potem pa naprej, proti morju, Koper, nato nekaj mesecev Trst. Očetov denar je kupnel. Precej ga je preprosto razdal med prijatelje, večino ga je šlo za drogo. Tu v Trstu je prvič poizkusil heroin. Poskus je bil uspešen, navadil se je. Ko je denarja zmanjkalo, spet naprej, v Milano. Prijatelj naj bi poznal neko bratrančevo bivšo, ki naj bi jih brez dvoma sprejela in tako so spali na prostem, na železniških postajah, v parkih, vežah, za smetnjaki, nato Piacenza, Padova, Livorno. Mehke droge je že kdaj zamenjal za trde, telo je zahtevalo odmerek in ker denarja ni bilo, je tudi kradel, če je bilo treba. In treba je bilo. Namišljena svoboda se je spremenila v resnično suženjstvo, prijatelji so odšli ali pa so bili zaprti in kar na lepem je ostal sam. Telo pa je hotelo svoj odmerek. Zato se je tudi prostituiral, če je bilo treba. In treba je bilo. Včasih je pomislil na dom, na mamo, na brata, na očeta. Mislil je, en odmerek stane toliko kot 15 opek, kvadratni meter tlakovcev, ena Knauf plošča, žakelj cementa. Mislil je na delavce, ki jim je ukradel plačo in jim je en odmerek pomenil par kil kruha, riža, nove čevlje. Telo pa je zahtevalo nov žakelj cementa. Tako je obležal v neki ulici, v smetnjakih, s prevelikim odmerkom v krvi. In našli so ga smetarji, 2 Južnoafričana in Turek. Poklicali so policijo in rešilni avto. Ko se je zbudil v bolnišnici, ki se je morda res zgolj po naključju imenovala bolnišnica Božjega usmiljenja, so ga vprašali, chi della persona voi vicina possiamo avvisare o chiamare? Koga lahko obvestimo od vaših bližnjih, koga ne pokličemo? In rekel je očeta. Come chi? Chiamate il padre. Bilo je v petek, pozno po noči, ko je zazvonil telefon. Oče se je usedel v avto in vozil kot nor do Livorna, dobrih 5 ur, divjih 5 ur, norih 5 ur. Po prstih previdno je stopil k postelji, kot bi se bal, da bo spet pobegnil. V shujšenem telesu, v upadlem obrazu je le s težavo prepoznal svojega sina. Minilo je 10 let, minila je mladost, minil je strah. Prijel ga je za roko. Sin je odprl oči in ko ga je zagledal, jih je hitro spet zaprl. Oprosti, oče, odpusti. Sin moj, samo da si živ. Samo da si živ. V soboto dopoldne je spet zazvonil telefon, bil je starejši sin. Dobro, pa kje si ti? Livorno. Kje? A si nor? Sem. Nor, od sreče, tvoj brat je živ, našel sem ga. Tu zraven mene je, ga boš pozdravil, ti ga dam na telefon. Pa ti veš, kateri dan je danes? Se zavedaš, da je danes moj poročni dan? Tule stojimo pred cerkvijo, vsi te čakamo, ti si pa, ko te je pred 10 leti ta junkie oropal in si skoraj šel v stečaj, sem te jaz reševal svojo štipendijo. Vsa ta leta sem bil ob tebi in ti pomagal, medtem ko se je on potikal, Bog ve kje.
Danes, ko te potrebujem, ko želim, ko prvič v življenju nekaj želim od tebe, da si z mano, se pa on pojavi in ti že tečeš. Če te ni klical 10 let, bi lahko počakal še en dan. Sin moj, veš, da te imam rad. Vse moje je tudi tvoje. Ampak tvoj brat je živ. Oprosti mi. Poljubi nevesto v mojem imenu, sin moj. Ko boš imel otroke, me boš mogoče razumel.